Drage članice in člani, dragi kolegi iz vodstva stranke, spoštovani častni člani, draga kolega ministra in državni sekretarji, poslanke in poslanci, evropska poslanka, spoštovani župani in podžupani, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji Nove Slovenije. V zadnjih 8 mesecih je naš korak izgubil ritem. V naše pisarne, na naše ulice, v šole in v naš dom je vstopil neznani virus, ki je spodkopal naš način življenja in razgalil krhkost naših navad. Samoumevnosti, ki so se včasih tako tiho in celo brezbrižno izpolnjevale vsak dan, so danes privilegij. Številni med nami že tedne niso obiskali svojih staršev. V roke si že dolgo nismo segli. Odhod v šole je cenjen kot nikoli prej. Nedelja brez svete maše pa ni več ista. V zadnjih 8 mesecih je vsak izmed nas zamenjal več vlog, kot smo jih sicer zamenjali v letih. Politiki razpravljamo o kakovosti mask, trgovke doma poučujejo otroke biologijo. Učiteljice glasbe so prostovoljke v bližnjem domu starejših. Slavni voditelji so očitno postali specialisti za medicino. Zdravniki so postali tiskovni predstavniki. Naš svet v zadnjih 8 mesecih je le še senca sveta, ki ga poznamo. Na začetku letošnjega poletja se je zdelo, da je najhujše že za nami. Danes je jasno, da je bilo najhujše šele pred nami. Epidemija virusa nam je pokazala, kako ranljiva je naša družba in kako soodvisna so naša življenja. Prav zato morajo biti izjemna tudi naša solidarnost in družbena odgovornost. Nošenje mask, higiena rok in vzdrževanje razdalje so naše majhne žrtve, ki pa lahko rešijo tisoče življenj in presekajo verigo širjenja virusa. Želim se zahvaliti prav vsakemu, ki se je odgovorno in zavedno odrekel vsakodnevnim stvarem, ki so obogatile njegov vsakdan za ceno naše skupne varnosti. Hvaležno se priklanjam zdravstvenim delavkam in delavcem, ki se prav na to sončno soboto borijo za življenje naših bližnjih. Borijo pa se tudi za ohranitev našega načina življenja, ki ga tako zelo pogrešamo. Dragi prijatelji, ena od samoumevnosti, ki smo se ji skupaj morali odreči, je tudi privilegij srečanja v živo. Rad bi vam stisnil roko. Želel bi vam pogledati v oči. Seveda pogrešam vašo bližino, vašo energijo in žar v vaših očeh. Pogrešam polno dvorano in atmosfero, ki ste jo znali ustvariti samo vi. Ampak se veste, za vsakim dežjem posije tudi sonce. Vem, da bomo skupaj zagrizli tudi v nehvaležne izzive časa. Opogumlja me dejstvo, da nas družijo skupne krščansko-demokratske vrednote. Skupnost brez vrednot je namreč obsojena na propad. Je kakor čoln sredi viharja na razburkanem morju, ki ga razmetava sem in tja, ker posadka ne ve, kje je smer njene rešitve. Krščanski demokrati verjamemo v svobodo, v pravičnost, v varnost in človekovo dostojanstvo. Na teh vrednotah gradimo vse naše delovanje. V času najhujših kriz se vedno pokaže prednost jasnih vrednot. Vera v dobro, v Boga, nam pomaga premagati najtežje izzive. Vsaka družba potrebuje osrednje vrednote, ki jo povezujejo in združujejo. Mi, krščanski demokrati, verjamemo v samostojno Slovenijo, verjamemo v Slovenijo doma v Evropi in verjamemo v vrednote,
ki so sidro evropske civilizacije. Spoštovane gospe in gospodje, Nova Slovenija je v vlado vstopila iz odgovornosti do ljudi in do domovine. Prav nič kul se mi ne zdijo nespretni poskusi rušenja vlade v času največjih izzivov, v času samostojne Slovenije. V dneh, ko je Slovenija žal visoko na svetovnih lestvicah po številu smrti zaradi covida, se nekateri ukvarjajo s preštevanjem parlamentarnih glasov. Vse moči in znanje Nove Slovenije so ta trenutek usmerjene v učinkovit spopad z epidemijo. Opozicijo prosim, da nam pri tem pomaga, ne pa spodkopava naše delo. Z njihovimi aktivnostmi za rušenje vlade bi lahko počakali vsej dokler ne obvladamo virusa. Ko se razmere umirijo, bo dovolj priložnosti za popravne izpite samo odstopljenih politikov, imeli bodo dovolj časa, da poiščejo izgubljeno puško v koruzi. Verjamem, da me razumete, zakaj sem zavrnil ponudbo Jožeta P. Damjana in koalicije KUL. Danes enostavno ni pravi čas za politično preračunavanje, ampak državljani od nas pričakujejo in terjajo trdo in resno delo. Predsednik vlade Janez Janša je že dolgo na politični sceni. Zagotovo ve, da vsak koalicijski lok enkrat poči, če ga preveč napenjaš. Za državo bi bila velika škoda, če bi se v kritičnih časih razletela vladna koalicija zaradi neposrečenega tvita ali pisma. Škoda bi bila še večja, ker smo vendarle doslej naredili veliko dobrih stvari. Naš minister Janez Cigler Kralj je s koordinacijo priprave polovico protikoronskih paketov ohranil več kot 300.000 delovnih mest. Vsak samozaposleni z znatnim upadom prometa bo upravičen do 1100 evrov mesečnega temeljnega dohodka. Zagotovili bomo tudi pokritje dela fiksnih stroškov podjetjem, ki jih epidemija najhuje prizadela. Verjamem, da je delovno mesto veliko lažje ohraniti, kot pa ga na novo ustvariti. Nova Slovenija ostaja glas delovnih in ustvarjalnih ljudi. Minister Jernej Vrtovec je poskrbel za zgodovinsko največji infrastrukturni investicijski paket. Začela se je gradnja 3. razvojne osi, prenavljajo se ceste in železnica širom po Sloveniji. Vlada je tako izjemno povečala javne investicije in pripomogla k zagonu domačega gospodarstva, saj je gradbeništvo največji multiplikator gospodarske rasti. Dragi prijatelji, vlada v prihodnosti načrtuje nove pakete pomoči državljanom in gospodarstvu. In na tem mestu vas pozivam, da se javite meni, Janezu, Jerneju ali poslanski skupini s konkretnimi idejami, kako lahko vlada še dodatno pomaga. Stopimo skupaj, izmenjajmo ideje in bodimo operativni. Ta kriza je drugačna od preteklih in njena narava ni strukturna. Ko se bo epidemija polegla, bodo restauracije, bari, frizerski saloni, trgovine lahko delovali naprej. V tem obdobju pa jim moramo omogočiti, da obdržijo kadre in da preživijo. Današnje razmere so res izjemne, zato morajo biti tudi naši odzivi odločni, hitri in solidarni. Številnim podjetjem je država zaradi varovanja javnega zdravja prepovedala poslovanje. Gre za tisoče malih podjetij in espejev in stotine tragičnih zgodb navadnih ljudi. Prav zato smo v Novi Sloveniji koaliciji že predlagali, da bi iz proračuna izplačali nadomestila za plače v višini 100% za vse tiste, ki imajo z odlokom prepovedano dejavnost.
Na delovne in ustvarjalne ljudi nismo pozabili in ne vemo, da ste ves čas plačevali davke, svojim delom in trudom ste preživljali svoje družine in soustvarjali sadove blaginje za vse nas. Številni izmed vas pa danes žal ne veste, kako boste plačali račune za elektriko, najemnino, komunalo. Zagotavljam vam, ne bomo vas pustili samih in lahko računate na našo pomoč v prihodnjih protikoronskih paketih. Nova Slovenija tudi v tej krizi ostaja blizu ljudem. Pred nami so dolgi zimski meseci. Na preizkušnji bo naša iznajdljivost in prilagodljivost. Krajšim valovom zapiranja bodo sledila obdobja sproščanja in v njih bomo morali ustvariti več, ne delati več, ustvariti več. In to z digitalizacijo, z manjšo birokracijo in z davčno reformo. Vse to lahko prenovi naše delovne procese, da bomo delali bolj pametno in bolj učinkovito. Verjamem v sodobno, digitalno in zeleno Slovenijo. Prihodnost bo digitalna in pri tem nikogar ne bomo pustili za seboj. Vsak državljan in vsako podjetje potrebuje digitalno identiteto, da lahko vse z državo uredi prek spleta, brez zamudnih obiskov in čakanja pred uradniškimi okenci. Del osebne identifikacijske kartice bi morali biti tudi naši zdravstveni podatki. Vsak hip na voljo zdravniku ali specialistu. Fizično prenašanje izvidov naj končno postane preteklost. Digitalna Slovenija pa ne obstaja brez ustrezne kibernetske varnosti in širokopasovnega dostopa do interneta za vse ljudi, tudi v odročnih krajih. In tu nas čaka še veliko dela. Spoštovani, žal tudi naše ideje za preporod gospodarstva po krizi ne bodo dovolj, če ne bodo pritiska epidemije zdržali naši zdravstveni domovi in bolnišnice, ki nosijo največje breme te krize. Trenutno je izrednega pomena, da združimo naše moči in zagotovimo dovolj postelj in predvsem dovolj zdravstvenega kadra. Po epidemiji pa bomo morali opraviti resen premislek o tem, kakšen zdravstveni sistem si želimo. Epidemija bo čakalne vrste zagotovo podaljšala. Parole o javnem zdravstvu ne bodo dovolj. Potrebujemo dostopno zdravstvo, potrebujemo sistem, v katerem vsakdo, reven ali bogat, pride do zdravnika takoj, ko ga potrebuje. Vesel sem, da so naši koalicijski partnerji podprli predlog Nove Slovenije, da bomo za odpravo čakalnih vrst in spopad z epidemijo vključili vse razpoložljive kapacitete, tudi zasebne. Bolniki se namreč ne sprašujejo, kje se bodo zdravili, ampak zgolj, kdaj bodo ozdraveli. Nova Slovenija v središče postavlja pacienta in skrb za njegovo hitro in kakovostno obravnavo. Zgraditi želimo javni zdravstveni sistem, ki bo dostopen vsem. Dragi prijatelji, zadnje tedne kot podpredsednik vlade in minister, predvsem pa kot oče in mož, z velikim nelagodjem spremljam, kako se zdravstvena kriza, ki je že sledila tudi gospodarska, spreminja tudi v širšo varnostno krizo. Dunaj, Nica, pa žal tudi Janče in Velenje. Grozljive prizore iz bolnišnic spremljajo grozljivi prizori iz neposredne soseščine. Dnevno lahko spremljamo, kako so mesta samo lučaj oddaljena od nas, tarča okrutnih terorističnih dejanj. Gre za napad na evropske vrednote, gre za napad na naš način življenja in temeljne svoboščine. Navidezna varnost, ki jo morda doživljamo v zavetju svojih domov, v naših mestih in državi se lahko hitro sesuje v prah pred našimi očmi. Prav zato moramo v teh časih poskrbeti za našo varnost in se odločno
zoprstaviti vsem ekstremizmom. Odločitev, da imamo svojo državo, seboj nosi tudi obvezo, da poskrbimo za svojo lastno vojsko. Slovenska vojska je garant naše varnosti in steber naše samostojnosti. Kot obrambni minister sem dolžan storiti vse, kar je v moji moči, da vojakom omogočim normalno delovanje in ljudem zagotovim varnost. Nenazadnje sem to prisegel. Slovensko vojsko se je žal desetletje zanemarjalo in tako preprosto ne gre več naprej. Hvala Bogu pa je bil včeraj končno sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v prihodnjih 6 letih, s katerim nameravamo letno 1%, poudarjam, 1% državnega proračuna nameniti za okrepitev naše varnosti. To nikakor ne more biti preveč. Varnost je namreč ključna, da lahko normalno živimo, delamo in tudi ustvarjamo. Kot obrambni minister pa sem odgovoren tudi za varnost slovenskih vojakov. In kdor nasprotuje, da bi za njihovo varnost namenili 1% državnega proračuna, jasno sporoča, da zanj življenja naših vojakov niso pomembna. Zame in za Novo Slovenijo so življenja naših fantov in deklet neprecenljiva. Zato bomo naredili vse, da Slovensko vojsko moderniziramo in predvsem, da zagotovimo varnost vsem državljankam in državljanom. Danes moramo storiti vse, kar lahko, da bomo imeli jutri zagotovljeno varnost. Dragi prijatelji, dovolite mi, da preden preidem na naše prihodnje načrte, spregovorim nekaj besed o tako imenovanem političnem kadrovanju, o katerem je v zadnjem času veliko govora. In govori se, da naj bi Nova Slovenija pozabila na zaveze iz preteklosti o umiku politike iz gospodarstva. Brez skrbi. Še vedno vztrajamo trdno pri naših zavezah in še vedno zagovarjamo umik politike iz gospodarstva. Zlasti v podjetjih, ker država nima kaj iskati. Vsako podjetje za svoj razvoj potrebuje odgovornega in kapitalsko ustreznega lastnika, ki imenuje kompetentno vodstvo z jasno vizijo. Mi smo še vedno trdno prepričani, da ni nobene potrebe po tem, da je država večinski lastnik podjetij, ki nam ponujajo storitve telefonije, bančništva, zavarovalnic, hotelskih namestitev, igralništva in drugih stvari. Se še spomnite časov, ko je bila država vodilni pivovar, pa izdelovalec bele tehnike, pa prvi bankir. To je bil čas, ko so bila državna podjetja bankomat za razna omrežja, privilegirane skupine in gospodarske lobije. In zato je čas, da se država umakne iz tam, kjer nima kaj iskati. Za primer lahko začnemo kar s prodajo Telekoma. Cena njegove delnice je bila leta 2014 160 evrov. Danes pa je dobrih 40 evrov. Vidite razliko? Skoraj 800 milijonov evrov smo izgubili zaradi tako imenovanega nacionalnega interesa in modela državnega upravljanja. Po drugi strani pa je Nova Slovenija vedno zagovarjala, da država ostane večinski lastnik kritične in za državo pomembne infrastrukture, kot so ceste, železnice, energetika in pristanišča. Nova Slovenija je z vstopom v to vlado prevzela tudi soodgovornost za razvoj države. In povsem mirno lahko povem, ključni kriterij za kadrovanje na katerokoli pozicijo v tej državi za Novo Slovenijo ostaja strokovnost in kompetentnost. Če nekdo prevzame odgovornost za vodenje države, mora seveda imeti pravico, da si sestavi ekipo, s katero bo lahko delal in z njo dosegel cilje.
Vsi trije ministri smo na ključna mesta na ministrstvih imenovali ljudi, za kateri smo prepričani, da bodo dobro upravljali svoje delo. Mnogi med njimi so politično opredeljeni, nekateri so člani Nove Slovenije, drugi so zgolj blizu Novi Sloveniji. Ampak nekateri drugi pripadajo tudi drugim političnim opcijam in drugim strankam in teh ni malo. Za Novo Slovenijo politična barva nikoli ni bila pomembna in ključna. Za nas štejejo strokovnost in kompetentnost ter rezultati. To je edino, kar nas zanima. Številni naši kadri so v preteklih mesecih dobili priložnost, da pokažejo, kaj znajo in kaj zmorejo. Kot stranka bomo vedno veseli in počaščeni, če bodo nadzorni sveti družb izbrali tudi ljudi iz naših vrst. S tem, kot stranka, dokazujemo, da imamo sposobne in kompetentne ljudi, ki so vešči prevzeti odgovornosti in izpolniti cilje. In s tem dokazujemo tudi, da strokovnjaki ne prihajajo samo z enega levega pola. Strokovnjake imamo tudi mi. Nikoli se nismo in nikoli se ne bomo skrivali za farso navidezne neodvisnosti, ki je največkrat samo fasada za prikrite, čiste politične delavce. Članstvo v politični stranki ali pripadnost kandidata katerikoli politični stranki ni v osnovi nič slabega. Zato nehajmo že enkrat z obmetavanjem s tem, kdo je član katere stranke. Za nas šteje samo strokovnost in kompetentnost. Na koncu štejejo samo rezultati. In Nova Slovenija jih bo pokazala. Spoštovane članice in člani Nove Slovenije, dragi prijatelji, na volitvah leta 2018 smo odšli z močnim programom, pomlajeno ekipo in dosegli dober rezultat. Število poslancev smo povečali in s tem učvrstili krščansko demokracijo v slovenskem političnem prostoru. 2 leti mojega mandata sem posvetil stabilizaciji in krepitvi stranke ter širitvi strankarske mreže na terenu. Ostali smo blizu ljudem. Gospodarski program smo nagradili z usmeritvijo v digitalno in zeleno prihodnost. V tem mandatu smo opravili zrelostni izpit, kar je redkost med slovenskimi političnimi strankami. Menjava generacij je stranko okrepila in nas še bolj povezala, ne pa jo razdelila kot nekatere druge instant stranke. V čast mi je, da sem lahko 2 leti služil kot vaš predsednik. Na naše skupne dosežke sem ponosen in z dvignjeno glavo sporočam, da smo sredina slovenskega političnega prostora, ker so naše vrednote središče slovenske družbe. Smo stranka dialoga, ki je zmožna sodelovati z vsemi strankami, levo in desno. Smo programsko močna stranka z jasnimi vrednotami in izrazito notranjo demokracijo. Imamo izvrstno mlado in energično ministrsko ekipo. Janez Cigler Kralj pooseblja mirnost, strokovnost in človeško toplino. Jernej Vrtovec gradi Slovenijo v prihodnosti. Naše poslance z Jožefom Horvatom na čelu odlikujejo argumentirane in kakovostne razprave. Zahvaljujem se vsem mojim sodelavcem in vsem našim predhodnikom, ki so verjeli v mlado ekipo in nam zaupali odgovorno nalogo. Drage kolegice in kolegi, danes stojim tu pred vami in vas prosim za podporo za nov mandat pri vodenju Nove Slovenije. Prihodnosti se ne bojim. V slovenski politiki bom iskal priložnosti za sodelovanje, ne pa razlogov za prepir in nove delitve. Ne iščem srednje, ampak skupno pot. Trenutno smo že priča mnogim delitvam in postaja jasno, da bo naslednjo slovensko vlado lahko oblikovala le stranka, ki je zmožna dialoga in povezovanja. Zato verjamem, da naš trenutek šele prihaja,
Verjamem, da je od prihodnosti nove Slovenije odvisna prihodnost Slovenije. Močnejša kot bo nova Slovenija, bolj normalna in bolj evropska bo Slovenija. Spoštovane gospe in gospodje, ob koncu mojega nagovora želim poudariti, da verjamem v iskrenost. Zavedam se, da v preteklih 2 letih morda vsega nisem storil prav in bi marsikaj lahko storil tudi bolje. Zagotavljam pa vam, da sem vedno vse dal od sebe, da sem delal z najboljšimi nameni in da sem se iskreno trudil, da bi bila Slovenija boljša. Dolžnost politika je, da zna prisluhniti ljudem, še posebej tistim, ki se z njim ne strinjajo. In njegova sposobnost mora biti med seboj povezati različne ljudi in poglede, ki se morda na prvi pogled zdijo nezdružljivi. Verjamem v politiko Nove Slovenije, ki zna povezati ljudi. Saj veste, nihče ne ve kdaj. Vsi pa vemo, da bo tega covida enkrat konec in da ga bomo premagali. Tako kot smo v zgodovini skupaj premagali vse težke preizkušnje. Takrat bo spomin na covid le še oddaljen privid. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo in da se bomo zopet vrnili v stare čase. Mi pa bomo zaradi zahtevnih preizkušenj postali boljši ljudje, boljši starši, boljši prijatelji in boljši državljani. Ker bomo vedeli, da svoboda in zdravje nista samoumevna, ampak dar življenja. Bog živi Novo Slovenijo, Bog živi Slovenijo.